Konca meseca bo v knjižnici na Sotočju na ogled še ena v nizu številnih razstav, ki svojo publiko najdejo v tem našem z dogodki najbogatejšem hramu kulture. Okroglo v čipke ujete sanje so svojo razstavo poimenovale Smeške klekljarice, ki klekle spretno sukajo že skoraj 15 let. Vse od leta 2008, ko je bila na upravnem odboru Društva upokojencev Smlednik dana pobuda za ustanovitev klekljarskega krožka. Odprtje razstave, ki se je zgodilo prejšnjo sredo, so popestrili še mladi smeški glasbeniki in seveda mešani pevski zbor Smeški žarek. Že tretjič so Smeške klekljarice skupaj z mentorico Anči Pipan, jih je 19, svoje čipkaste mojstrovine pripeljale v Medvoško knjižnico. Tokrat so ustvarjale izdelke, ki jih povezujejo besede okroglo, čipke in sanje. O Klekljarice iz Smlednika smo že kar preizkušena skupina. Tisto, kar me vedno znova in res vedno znova razveseli, je, da smo bolj in bolj povezane, da nekako čutimo druga z drugo, da se znamo povezati, pa tudi povedati, če nam kaj ni preveč všeč. Skratka, skupina lepo deluje in drugo navdihujemo. Klekljarski krožek je bil ustanovljen na pobudo Društva upokojencev Smlednik. Anči Pipan je imela opravljeno osnovno izobraževanje na idrijski klekljarski šoli, kot učiteljica pa tudi ni imela zadržkov pri poučevanju odraslih. Priznava, da ji je to prišlo zelo prav, ko se je upokojila, saj tako ni povsem prekinila z njej ljubim poučevanjem. So pa klekljarice startale povsem od začetka. Začetna skupina so bile same začetnice. Sedaj se nam pridruži kakšna, ki že obvlada veščino klekljanja, vsaj tisti začetni del, ali pa že marsikaj, veliko. Sama pa se poskušam še vedno izobraževati v čipkarski šoli Idrija, zato ker, veste, znanje je vrednota takrat, kadar ga znaš deliti, ampak ga je pa treba tudi nadgraditi, če hočeš kaj deliti. Če so se na začetku klekljarice dobivale v želji po druženju in nabiranju novih znanj in izkušenj, pa klekljanje danes prinaša predvsem tisto, kar nam v življenju vse bolj primanjkuje. V današnjem tako hitrem tempu, ker je vse na klik, na potek, ker so misli pravzaprav že realizirane, preden so se postavile v tvoji glavi na tak ali drugačen način, nas klekljanje nekako umiri in postavi v svet, ker pa ni vse v trenutku narejeno in mogoče. In mislim, da je to za vsakega človeka kar pomembno. Ne gre vse na klik, ne gre vse na gumb in klekljanje ni ena od takih stvari, zahteva potrpljenje. Jasno je tudi, če si uspešen in mislim, da mi kar smo uspešne, potem zgodba sama potegne, nadgradimo, se povežemo, si pomagamo, tako da mislim, da kar. Pa še spoštovanje tradicije, to je pa še dodatna vrednota. Srečujejo se vsakih 14 dni, z izjemo njihove mentorice, saj je smeških klekljaric toliko, da morajo biti kar v dveh skupinah. Včasih se lotijo tudi kakšnih posebnih projektov, tako so v letošnjem letu že klekljale srčke za oltarni prt na Brezjah. Za tokratno razstavo pa so se lotile tradicionalnih okroglih prtičkov v želji po dodatni, bolj moderni vrednosti, da niso več le prtički, ampak prelep okras za obesiti na steno ali kje drugje v prostoru. Zato tokrat v knjižnici o čipkah in sanjah. Mislim, da zgodbe so v našem življenju pomembne. In če znamo nekako priti do zgodbe, potem vse ostalo lažje teče. In sanje, kot sem rekla že prej, so pomemben del našega življenja. Včasih se realizirajo, včasih tudi ne in včasih dobro, da se ne. Včasih je pa krasno, če se. In to pot smo nekako začele z okroglo. Potem smo pa nadgradile, ker smo rekle, da okrogle čipke so bile po vsej verjetnosti tiste bolj začetne. To so bili prtički. Mi smo jim dali drugo zgodbo, dali smo jim okvire, dodali smo še razne, ne vem, dodatke, tako da lahko lovijo naše sanje tiste, ki nam niso všeč. Vsaka od klekljaric je za razstavo prispevala vsaj po en izdelek. Koliko ur so porabile za izdelavo, nam mentorica ni znala povedati, saj pravi, da one čas preštevajo v večerih izdelave.
So pa vse bolj spretne in hitre in eno od dokazil je tudi to, da izkušena mojstrica zna poiskati napako, če se ji pri ustvarjanju kdaj kaj zalomi. Meni pa tudi vidim, da mojim gospem je veliko olajšanje, ko rečejo, aha, tukaj je pa napaka in znam podreti. To je že kar taka stopnja znanja, bom rekla. Vse se da podreti, ampak včasih pa tudi jaz rečem, veš kaj, tole pa pametno, da se kar odreže. Ker je recimo sukanec predebel za vzorec, ki smo si ga zamislili ali pa kaj takega. Odprtje razstave so tokrat popestrili tudi mladi glasbeniki, ki so navzočim pokazali svoje znanje, s pesmijo pa so otvoritev popestrili pevci Smleškega žarka. Prečudovite izdelke smleških kleklaric si lahko v Sanskem kotičku knjižnice Medvode ogledate še do 28. aprila.